Dobar dan, lepo pozdravljeni, spoštovane zadružnice in zadružniki, spoštovani gostje, gospe in gospodje. Na vsakih 7 let pride trenutek, ko je treba ponovno razmisliti o politiki. Zakaj na vsakih 7 let? Zato, ker je evropski proračun oblikovan za 7 let. In trenutni evropski proračun teče do vključno leta 2020. Torej, pred nami je priprava obdobja za leto 2021 do 2027. Kmetijska politika v okviru evropskega proračuna predstavlja okrog 40% vseh sredstev. Zato je priprava po eni strani evropskega proračuna za obdobje po letu 2020 in po drugi strani priprava kmetijske politike velik izziv, predvsem pa nekaj, kar se začne že veliko let vnaprej. Po eni strani zato, da so lahko vključeni vsi tisti, ki lahko prispevajo k oblikovanju te politike, po drugi strani pa tudi zato, da potem, ko Evropska komisija predlaga zakonodajo, da imajo države članice in Evropski parlament dovolj časa, da se pogovorijo o teh predlogih in da hkrati vsi tisti, ki so zainteresirani za kmetijsko politiko, tako ali drugače, in vsi tisti, ki jo izvajajo, da lahko tudi podajo svoje poglede in mnenja in tako sooblikujejo politiko, ki potem velja 7 let. Evropska komisija je tako začela pripravljati politiko za po letu 2020 že vsaj 1 leto nazaj, če ne že skoraj 2 leti nazaj. Pripravljalo se je najprej na način, da so bile organizirane konference, razni sestanki z deležniki, potem je bilo tudi javno posvetovanje. Prvi dokument, ki ga je Evropska komisija objavila, pa je bil dokument z naslovom Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva. Ta dokument je Evropska komisija objavila novembra lani in v njem podala prve usmeritve, prva razmišljanja o ciljih, o tem, kakšna naj bo kmetijska politika. In podala tudi prve ideje, prve predloge o tem, kako naj bi skupna kmetijska politika izgledala po letu 2020. In jaz bi vam zdaj rada predstavila to, kar je Evropska komisija povedala v tem dokumentu. To je kratek dokument na 24 straneh, vendar pa podaja pregled celotne skupne kmetijske politike, namenjen pa je razpravi. To je dokument, ki ga je Evropska komisija poslala v svet, torej ministrom za kmetijstvo držav članic, v Evropski parlament, v odbor regij in v ekonomski in socialni svet. In ki ga je objavila na internetu, tako da ga vsi zainteresirani lahko preberejo in pokomentirajo. V dokumentu je Evropska komisija potrdila odločilno vlogo skupne kmetijske politike, torej skupne politike za celotno Evropsko unijo. Potrdila je izjemen prispevek kmetijstva v Evropski uniji. Na podeželskih območjih živi 55% evropskih prebivalcev. V kmetijsko-živilski verigi v Evropski uniji je 44 milijonov delovnih mest. Evropsko kmetijstvo zagotavlja prehransko varnost, hkrati pa tudi prispeva k temu, da imamo več čiste energije, prispeva k temu, da se varuje okolje, z biogospodarstvom in krožnim gospodarstvom
prispeva k temu, da so viri ustrezno porabljeni in da se zavrže čim manj virov. Kmetje pa skrbijo kar za 44% vsega ozemlja Evropske unije, dodatno pa še gozdarji skrbijo za 38% vsega ozemlja Evropske unije. Kmetijstvo in podeželska območja so torej zelo pomembna. Zagotavljajo zaposlovanje, so prostor za turizem, prostor za številne dejavnosti, vendar pa nobena korist ni samoumevna. Kmetijstvo se sooča predvsem z dvema glavnima izzivoma. Eno je pomanjkanje virov, drugo pa so podnebne spremembe. Skupna evropska kmetijska politika je bila uspešna, je uspešna. Od leta 2005 se je produktivnost v kmetijstvu v Evropski uniji dvignila za 9%. Hkrati se je v zadnjih približno 25 letih emisija toplogrednih plinov zmanjšala za 24%. Ampak kljub temu je treba vedeti, da se je produktivnost sicer povečala, vendar tudi zato, ker je prišlo do odliva delovne sile iz podeželskih območij. Vemo, da bi bila okoljska uspešnost kmetijske politike lahko še boljša. Pojavljajo pa se tudi druga vprašanja, recimo pravičnost skupne kmetijske politike, vprašanja varnostne mreže za kmete, ali sedanja kmetijska politika omogoča varnostno mrežo. In v končni fazi kompliciranost skupne kmetijske politike. Vsa ta leta se je sicer govorilo veliko o poenostavitvi, pa vendar vidimo, da so ukrepi čezdalje bolj komplicirani in da ima kmet čezdalje več administrativnega dela. Torej, uspehov kmetijske politike, čeprav smo povedali, da so soočeni z izzivi, pa s kakšnimi težkimi debatami, ampak teh uspehov ne bilo mogoče doseči brez ustreznega financiranja in brez ustrezne močne politike. Tale graf prikazuje 40 let skupne kmetijske politike. Vsak stolpec pokaže višino sredstev po letih. Vidimo, da je politika sedaj določena do konca leta 2020, to je zadnji stolpec, in da je zdaj v zadnjih 7 letih, se pravi v obdobju 2014 do 2020, je vsako leto na voljo nekaj manj kot 60 milijard evrov za skupno kmetijsko politiko. Danes so ukrepi skupne kmetijske politike predvsem 3 vrste. Glavni ukrep so neposredna plačila. To je to, kar vidite na stolpcu obarvano z zeleno barvo. Potem so ukrepi razvoja podeželja, za to gre približno dobrih 10 milijard evrov, to je, kar vidite obarvano z vijolično barvo. Poleg tega so določena neposredna plačila tudi vezana na proizvodnjo. To vidimo v stolpcu v spodnjem delu stolpca s temno modro barvo. Preostanek, torej kar je rumeno obarvano v stolpcu, so pa drugi ukrepi na trgu. To so danes glavne 4 vrste ukrepov, ki jih poznamo v Evropski uniji. Vidimo, da celotna sredstva, ki so namenjena za skupno kmetijsko politiko, nekaj manj kot 60 milijard evrov letno, predstavljajo nekaj manj kot 0,6% bruto družbenega proizvoda Evropske unije. Omenila sem,
da je Evropska komisija z namenom priprave dokumenta o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva in seveda z namenom priprave zakonodajnih predlogov vodila tudi javno posvetovanje. Torej na internetu je bil objavljen vprašalnik v vseh jezikih držav članic, na katerega je pač lahko vsakdo odgovoril. Odgovorili so tako posamezniki, kot organizacije, kot predstavniki ministrstev, kot kmetijska združenja in podobno. Posvetovanje je trajalo 3 mesece in Evropska komisija je prejela 322.000 odgovorov. Tale predstavitev prikazuje nekatere najbolj pomembne odgovore in sicer (92% nekmetov je menilo, da bi kmetijska politika morala narediti več za okolje in podnebne spremembe. Istočasno je tako menilo 64% kmetov, ki so odgovorili na vprašalnik. Da kmetje potrebujejo neposredno podporo, je menilo 53% nekmetov. Od kmetov, ki so odgovorili na to vprašanje, pa je 79% menilo, da potrebujejo neposredno podporo, torej direktna plačila. Eden od odgovorov, ki je zelo pokazal na to, kaj je izziv današnje evropske kmetijske politike, je bil, da bi bilo treba izboljšati položaj kmetov v vrednostnih verigah. Kar 96% vseh, ki so odgovorili, se je strinjali s to trditvijo, izboljšati položaj kmetov v vrednostni verigi. Prav tako je pa kar 81% vseh, ki so odgovorili na vprašalnik, smatralo, da je treba podpirati ciljno usmerjene naložbe v pospeševanje prestrukturiranja in pa v inovacije. Na podlagi analiz, ki so bile opravljene, na podlagi posvetov, na podlagi tega javnega posveta, na podlagi več kot leta in pol različnih razgovorov, pa tudi študij, zunanjih študij in tako naprej, je Evropska komisija v dokumentu, torej o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva, povedala, kateri naj bi bili cilji kmetijske politike v prihodnje. In sicer, se opravičujem. In sicer je Evropska komisija strnila cilje v 3 točke. Kakšna naj bo prihodnja skupna kmetijska politika? Pametnejša, sodobna in pa trajnostna. Na tej predstavitvi so glavni cilji, ki jih je Evropska komisija identificirala v tem postopku priprave novih zakonodajnih predlogov. In sicer se jih da združiti nekako v 3 velike skupine. Ustvariti je treba pameten pa odporen kmetijski sektor. Okrepiti je potrebno skrb za okolje in pa za odgovore na podnebne izzive. In pa tretje, zagotoviti je tudi treba, da bo socialno-ekonomsko tkivo na podeželskih območjih okrepljeno. Da bi lahko to zagotovili, je pa predvsem potrebno povezati se z raziskavami, z inovacijami, z razvojem človeškega kapitala. In predvsem Evropska skupna kmetijska politika naj bi zagotovila, da bi
bilo kmetom lažje predvidevati spremembe pri spremembah prehranjevalnih navad potrošnikov in da bi bilo kmetom lažje predvidevati, kako prilagajati proizvodnjo glede na to, kaj si potrošniki želijo in glede na to, kakšni so odzivi na trgu. Eden od ciljev je torej skrb za okolje in podnebni ukrepi. Kmetovanje naj bo podnebno ozaveščeno, kmetje so pa tisti, ki zagotavljajo javne dobrine in to je potrebno primerno podpreti. Evropska komisija je razmišljala pač o tem, kako izboljšati to, kar so že sedaj okoljski in pa podnebni ukrepi v sedanji politiki in predvsem predlaga, da je potrebno zagotoviti večjo ciljnost ukrepov, da je potrebna boljša zelena struktura ukrepov, da je potrebno to povezati z usposabljanjem, svetovanjem in inovacijami in pa da so zadružni in kolektivni pristopi tisti, ki lahko zelo vplivajo na to, da se bo zagotavljala skrb za okolje in pa za podnebne ukrepe. Zelena komponenta je bila uveljavljena že v sedanjem, torej obdobju sedanje 7-letne politike, torej v obdobju 2014 do 2020. Izkazalo se je, torej ukrepi, ki so v okviru zelene komponente, izkazalo se je, da so bili preveč komplicirani, da so bili težki za izvajati in da so bili tudi neprilagojeni na določene okoliščine ali pa bom rekla za določene države, kjer so recimo majhne parcele, kjer že imajo države same takšne značilnosti pokrajine, da v bistvu zeleni ukrepi ali pa zelena komponenta ni v resnici dala neke dodane vrednosti. Tako da za obdobje po letu 2020 se razmišlja, da bi to zeleno komponento preuredili. In sicer se razmišlja na način, da bi zelena komponenta, kot vemo, ki predstavlja približno 30% vseh plačil, ki jih kmet prejme, da bi ta zelena komponenta bila sestavljena iz obveznega dela in pa prostovoljnega dela, ampak brez tega, da bi bilo vnaprej rečeno, kateri točni ukrep se mora izvajati na določenem območju ali pa v določeni državi. Torej, predvideva se, da bo še vnaprej, podobno kot zdaj, potrebno zadostiti nekim osnovnim pogojem v smislu varovanja okolja, na to bodo možni še prostovoljni dodatni ukrepi, vendar pa na bolj poenostavljen način kot sedaj in pa predvsem na način, da bo država imela več fleksibilnosti pri tem, katere ukrepe bo zbrala za doseganje ciljev na področju okolja in podnebnih ukrepov. Ko govorimo o okolju in pa o podnebnih ukrepih, ne moremo mimo tveganj. Določeni ukrepi že sedaj obstajajo za upravljanje tveganj in sicer v okviru politike razvoja podeželja so na razpolago trenutno 3 ukrepi, s katerimi je mogoče torej ustrezno upravljati s tveganji, naj bo sofinanciranje zavarovalnih premij ali pa podobni ukrepi. Hkrati je treba tudi vedeti, da tudi sama neposredna plačila, torej direktna plačila tudi predstavljajo nek okvir, ki torej zagotavlja neke relativno stabilne dohodke in ki je tudi na nek način ukrep, ki lahko pomaga v zvezi z upravljanjem tveganja. Vendar pa se ocenjuje, da ti ukrepi, ki so sedaj na razpolago v okviru razvoja podeželja, da niso dovolj in Evropska komisija razmišlja o tem, da bo treba ukrepe za upravljanje tveganja izboljšati.
da bo treba nekako zagotoviti, da bojo ukrepi po eni strani tako financirani iz javnih sredstev, po drugi strani, da se bo šlo tudi v javno-zasebna partnerstva in medtem ko pa normalna pač tržna tveganja pa morajo biti tudi domena zasebnega sektorja. Torej, predvsem se je izkazalo tudi pri ukrepih v zvezi z upravljanjem tveganja, da ni bilo dovolj razumevanja teh ukrepov in da se mogoče tudi zato države članice za določene ukrepe niso odločile. Tako da se predvideva tudi, da bojo ti ukrepi bolj dodelani, bolj razloženi, da bo potem po eni strani države članici lažje, da se za njih odloči, po drugi strani bo pa države članici tudi lažje, da jih bo lahko razložila tistim, ki so njihovi potencialni koristniki. Poglejmo zdaj malo vprašanje dohodkov. Torej, dohodek kmetov v primerjavi z drugimi gospodarskimi panogami zaostaja. Tale graf prikazuje po eni strani dohodek delavca ali pa plačo delavca s polnim delovnim časom v primerjavi z dohodkom kmeta. Zgornje pike prikazujejo, koliko zasluži delavec v enem letu v državi članici. Torej, prva država, ki ima piko najvišji, je Luksemburg, druga država, torej z drugo najvišjo plačo je Danska, sledijo Nemčija, Nizozemska in tako vse države. Naj povem, kar se verjetno ne vidi oddaleč, Slovenija je nekje ravno v sredini. Torej, glede na plače delavcev je Slovenija nekje v sredini med vsemi državami članicami. To so zgornje pike. Stolpci pa prikazujejo, koliko je povprečen, recimo temu, dohodek kmetov skupaj z neposrednim plačilom, torej z direktnim plačilom. Pričemer je svetlo-modra barva je neposredno plačilo, zelena barva je pa koliko kmet zasluži na trgu. Vidimo, da v vseh državah članicah je svetlo-modra barva, se pravi v stolpcih svetlo-modra barva pomeni višino neposrednega plačila. Vidimo, da je v vseh državah članicah neposredno plačilo zelo pomemben del dohodka kmetov. Pa kljub temu, torej to, kar kmet zasluži na trgu, ki se mu prešteje to, kar ima direktnih plačil, še vedno to ne doseže primerljivega dohodka delavca. Torej, dohodki kmetov zaostajajo. Razen v dveh državah članicah, kjer vidite, da je stolpec višji od pike, sicer pa v vseh državah članicah so dohodki kmetov precej nižji od dohodkov delavcev. Torej, neposredna podpora ima svoj pomen, ima svoj smisel in po eni strani smo rekli, da je pomembna varnostna mreža, po drugi strani pa pač pomemben vir dohodka, glede na to, da je tisto, kar kmet ustvari na trgu, precej nižje, kot so plače delavcev. Tale graf pa prikazuje, kako se neposredna podpora porazdeli kmetom v Evropski uniji. In sicer imamo zeleno barvo za male kmetije, to so tiste, ki so manjše od 5 hektarjev. Modra barva je za poklicne in družinske kmetije, to je tiste, ki so od 5 do 250 hektarjev. Rumena barva so pa velike kmetije, torej nad 250 hektarjev. In če pogledamo tale graf, v prvem stolpcu vidimo, da je, prvi stolpec prikazuje število kmetij, vidimo, da je približno polovica vseh kmetij v Evropski uniji manjših od 5 hektarjev. Približno polovica je večjih od 5 hektarjev pa do 250 hektarjev, 1% kmetij v Evropski uniji je pa nad 250 hektarjev. Polovica kmetij, ki so male kmetije, pa obdeluje samo 5% zemlje v Evropski uniji, medtem ko večino zemlje, 2/3 zemlje obdelujejo kmetije, ki so velike od 5 do 250 hektarjev.
Kako so pa zdaj neposredna plačila porazporejena? Male kmetije, ki jih je polovica v Evropski uniji, dobijo nekaj manj kot 6% vseh neposrednih plačil. Poklicne družinske kmetije, torej kmetije med 5 in 250 hektarji, dobijo, ki jih je tudi recimo približno polovica v Evropski uniji, dobijo nekaj več kot 70% neposrednih plačil. In 1% največjih kmetij, to so tistih, ki so večje od 250 hektarov, dobi 22% vseh neposrednih plačil. In pojavlja se že ves čas pač ta razprava, da velike kmetije dobijo relativno veliko sredstev in ali je potrebno spremeniti kmetijsko politiko v kakršnem koli smislu, glede na to, da se pač pojavlja vprašanje, ali so sredstva porazdeljena pravično. V agroživilskem sektorju v Evropski uniji je zaposlenih 44 milijonov ljudi. Od tega je kmetov približno 22 milijonov, mislim, v kmetijstvu dela približno 22 milijonov, v prehranski verigi, se pravi od vil naprej, pa tudi približno 22 milijonov. Ostala delovna mesta se nanašajo pač na vložke v kmetijstvo, v gozdarstvu je 500 milijona zaposlenih v Evropski uniji in potem so še seveda torej panoge povezane s kmetijstvom ali pa z gozdarstvom, kot na primer tkanine, papir, biogoriva in podobno. Veliko podeželskih območij pestijo strukturni problemi. Težko je za zaposlitve, primanjkuje znanja, premalo je naložb, premalo je investicij. Tako da je potrebno najti primerne ukrepe, predvsem zato, da se bo še naprej razvijala infrastruktura na podeželskih območjih in pa da se bo nadalje razvijal človeški kapital. Samo skupna evropska kmetijska politika tega ne more financirati. Potrebno se je povezati bolj kot do zdaj z drugimi viri financiranja, torej s kohezijskimi skladi, z Evropskim socialnim skladom. Potrebno je tudi iskati finančna sredstva v drugih virih financiranja, torej ne samo evropski proračun, ampak tudi vire financiranja, Evropska investicijska banka, Banka za razvoj in podobno. Torej, potrebno je najti ali pa potrebno je zagotoviti, da bo več podpore ali pa več sredstev šlo za tiste dejavnosti, ki imajo prihodnost na podeželju. Tukaj mislimo predvsem na dejavnosti povezane s čisto energijo, biogospodarstvom, krožnim gospodarstvom, ekoturizmom. Države članice so do zdaj pač to, kar so financirale z sredstvi iz skupne kmetijske politike, so to vrstne ukrepe, podpore za to vrstne ukrepe predstavile v programih razvoja podeželja. Tudi v prihodnje torej bodo države ocenile svoje potrebe, bojo pripravile svoje analize, bojo opredelile, kakšni so njihovi cilji na področju po eni strani kmetijske politike, po drugi strani razvoja podeželskih območij. Ampak tukaj se predvideva ena bistvena sprememba, namreč države članice v prihodnosti, govorimo od leta 2021 naprej, ne bodo več predstavljali samo, kaj nameravajo narediti v okviru programa razvoja podeželja, ampak bojo predstavljali strateški načrt za celotno kmetijsko politiko, torej za politiko, ki bo zajemala vsa sredstva, ki bodo na razpolago iz naslova skupne kmetijske politike.
To je novost, to bojo strateški načrti, ki bojo torej vsebovali ne samo programe razvoja podeželja, ukrepe razvoja podeželja, tako kot danes, ampak tudi vse ukrepe, ki se financirajo iz torej prvega stebra skupne kmetijske politike, torej tudi neposredna plačila, pa ostale stvari, ki se danes financirajo iz prvega stebra kmetijske politike. Poleg tega strateški načrti naj bi tudi pogledali, kako je mogoče sodelovati z ostalimi skladi in kje je mogoče najti sredstva za to, da bo tudi iz ostalih skladov pritekel denar v kmetijstvo pa v podeželska območja in še dodatno torej prispeval k razvoju. In strateški načrt je torej, priprava strateškega načrta je torej naloga vsake države članice in zahteva torej analizo stanja kmetijstva in podeželskih območij v vsaki državi, pa ne samo analizo, ampak tudi zelo dobro poglobljeno diskusijo o tem, kakšno prihodno kmetijsko politiko v državi, kakšne ukrepe si država želi in kaj je potrebno storiti, da bodo doseženi cilji, ki si jih bo država postavila. Torej, nekako bo sedaj več na strani držav članic v tem smislu, da si bojo morale postaviti jasne cilje, da si bojo morale postaviti, kako bojo merile svoje cilje in da bojo mogle zagotavljati, torej, da bojo cilji doseženi in vse to predstaviti pač predhodno v strateškem načrtu. In to mislim, to je bilo to, kar je minister danes povedal, da se bo pač potrebno pogovoriti o vsaki državi in napraviti skupen projekt za kmetijstvo v tisti državi, ki bo potem ustrezno financiran ali pa sofinanciran strani sredstev iz Evropske unije. Mogoče bi povedala še par besed, rekli smo, da torej ne bi bila prihodna kmetijska politika pametnejša, sodobna in pa trajnostna, torej kar zadeva pametnejšo politiko, pa predvsem ne samo politiko, ker to ni dovolj, ampak pametnejše kmetijstvo. Torej raziskave in inovacije so temelj napredka. Omejenost virov in čedalje manj virov je en glavnih problemov ne samo kmetijstva, ampak en glavnih problemov, s katerim se človeštvo sooča in tudi kmetijstvo mora odgovoriti na to, da je virov čedalje manj in da jih je treba čedalje bolj učinkovito rabiti. In tukaj je pač treba eden od možnosti, kako pristopiti k temu, da bi vire čedalje bolj učinkovito rabili, je pač uporabljati to, kar nam dajo raziskave, tehnološki razvoj gre naprej, digitalizacija gre naprej, vse to mora priti tudi v kmetijstvo. In v bistvu je treba veliko boljš povezati in tukaj so tudi ukrepi temu namenjeni. Boljš je treba povezati znanstveno sfero, pa tiste, ki predajajo znanje, ki pride od znanstvene sfere, pa potem na kmeta. Torej boljš je treba povezati to, da bo kmet danes znal uporabljati po eni strani moderna orodja, da bo uporabljal to, kar nudi digitalizacija, da bodo inovacije in skratka, da se bojo viri rabili preudarno in torej učinkovito. Tako da tle bo v prihodnosti, v kmetijski politiki še več poudarka Evropskemu partnerstvu za inovacije, še več poudarka pomenu svetovalne službe, več poudarka medsebojnim izmenjavam, mreženju, sodelovanju
sodelovanju tudi preko organizacij proizvajalcev. Organizacije proizvajalcev lahko pomembno prispevajo k temu, da se tudi širi znanje in da se torej uporabljajo novejši ali pa najnovejši pristopi k kmetovanju. Tukaj pa seveda tudi mislim na zadruge, kajti tudi zadruge so tiste, ki združujejo proizvajalce in kjer se z izmenjavami med vami, pa potem tudi med svetovalci pa z drugimi, kjer lahko pride torej do nekega preskoka, do novih idej in do uporabe znanja pri kmetovanju. Kaj še potrebuje naše kmetijstvo, evropsko kmetijstvo? Evropsko kmetijstvo potrebuje generacijsko prenovo. Tale graf pokaže, da je v Evropi kmetov starih nad 65 let skoraj 1/3, da je kmetov starih od 55 do 64 let še nadaljnjih 25%. Skratka, demografija ne gre v korist kmetijstva. Ukrepi za mlade kmete so bili že do zdaj na razpolago, tako so bili ukrepi v prvem stebru, kot tudi določeni ukrepi v drugem stebru. Kmetijstvo potrebuje podmladek in ukrepi, kot sem rekla, so že na voljo in tudi še bojo v prihodnem finančnem obdobju. Je pa treba tukaj tudi povedati sledeče. Evropska zakonodaja je narejena na ta način, da je glede generacijske pomladitve, bom rekla, veliko zakonodaje v pristojnosti držav članic. Torej, predpisi o zemljiščih, predpisi o dedovanju, davčna zakonodaja, prostorsko načrtovanje. Tukaj ni zakonodaja na evropski ravni, ampak je zakonodaja na ravni držav članic. Torej so države članice tukaj prve tiste, ki lahko spremenijo to zakonodajo ali pa prilagodijo to zakonodajo tako, da bo šla bolj v korist mladim kmetom, da se bojo mladi kmetje lažje odločali za prevzem kmetij. Na ravni Evropske unije pa smo rekli, da obstajajo ukrepi za mlade kmete in tudi na tem področju se obetajo določene novosti za obdobje po letu 2021. Torej, ena od možnosti je sistem za podporo prvemu začetku opravljanja dejavnosti, pa tudi se trenutno proučuje, kakšne ukrepi bi bili možni za to, da bi mladi kmetje lažje dostopali do finančnih sredstev za naložbe pa za obratna sredstva. Omenila sem že, da bodo države članice morale pripraviti strateški načrt za celotno kmetijsko politiko, torej ne več samo za razvoj podeželja, ampak za vso politiko, za vsa sredstva, ki jih bo država članica dobila iz naslova skupne kmetijske politike. Strateški načrt je del novega izvedbenega modela. Namreč ugotovljeno je bilo, sama sem to skušala danes predstaviti na primeru zelene komponente, ugotovljeno je bilo, da so bili določeni ukrepi, ki veljajo v sedanji kmetijski politiki, da jih je bilo težko določiti na ravni Evropske unije, zato ker imajo države članice svoje posebnosti, ker imajo regije svoje posebnosti in določeni ukrepi, bom rekla po domače, niso prijeli preprosto zato, ker niso bili usklajeni z situacijo na terenu v državi članici. Zato Evropska komisija predlaga, da se bo spremenil način izvedbe skupne kmetijske politike. Ugotovilo se je, da enotne rešitve niso bile vedno najboljše in se bo šlo v bolj prilagodljiv pristop.
v bolj prilagodljiv pristop, in sicer tako, da bo na ravni Evropske unije bojo določeni osnovni parametri skupne kmetijske politike, ki jih bojo države članice udejanjile v strateškem načrtu, ne bo pa več detaljnih predpisov na ravni Evropske unije. Torej, državam članicam bo dano več možnosti, da bojo same na podlagi strateških načrtov določile cilje, ki jih bojo zasledovale pri svoji kmetijski politiki, da bodo določile indikatorje, s katerimi bojo merile te cilje in da bojo poskrbele za to, da bojo cilji uresničeni. Medtem ko na ravni Evropske unije bomo predvsem spremljali, ali so bili cilji res uresničeni. Ni pa mišljeno, da bi šel naprej, torej po letu 2021, pregledovali detaljno, ali so bili torej vsi detajli vseh ukrepov dejansko izvedeni, torej šlo bo za premik od kontroliranja skladnosti ali pa izpolnjevanja vseh posameznih zahtev v določenem ukrepu proti pregledovanju o tem, a so bili rezultati doseženi, pa a je bila uspešnost dosežena. Zato se pripravlja nov okvir evalvacije in spremljanja izvajanja politike, kjer, kot rečeno, bodo določeni cilji postavljeni na ravni Evropske unije, potem pa bodo države članice določile svoje nacionalne cilje in zagotovile ustrezen sistem spremljanja in zagotavljanja teh ciljev in poročanja o njih. Če bi lahko malo, ker za časom ne bomo šli. To je zdaj zadnji slajd, torej zadnja slika, kako bomo šli od tukaj naprej. Sporočilo komisije je bilo predstavljeno novembra, od novembra dalje Evropska komisija po eni strani predstavlja sporočilo, tako kot jaz danes, po drugi strani Evropska komisija pripravlja zakonodajne ukrepe. Zakonodajni ukrepi zakonodajni predlogi so predvideni za mesec maj ali junij. Namreč najprej je potrebno, da Evropska komisija predstavi finančna sredstva, ki bodo na razpolago za prihodnje finančno obdobje. Razprave o finančnih sredstvih potekajo na najvišji ravni, na ravni predsednikov vlad in držav. Nazadnje so se sestali februarja, kjer so že razpravljali o tem, koliko sredstev naj države članice namenijo v skupno blagajno. Del teh sredstev bo namenjen skupni kmetijski politiki. Koliko bo teh sredstev, se še ne ve. Glavna razprava pač poteka trenutno o tem, kolikšen delež bruto nacionalnega dohodka naj države članice namenijo v bruseljsko blagajno. Trenutno namenjajo 1%, razprave pa gre do sedaj v smer, da bi ta odstotek povečali in da naj bi bil nekje med 1,1 in 1,9 odstotka. Glede na to, kakšen bo ta odstotek, je pač odvisna višina celotnega evropskega proračuna. Istočasno seveda poteka še druga debata, ne samo o virih v evropski proračun, ampak tudi o tem, kako bodo sredstva razporejena v evropskem proračunu. Koliko sredstev bo šlo za kmetijsko politiko, koliko za kohezivno politiko, koliko za migracije, koliko za zunanjo politiko in tako dalje. Vse te razprave potekajo in bodo potekale, komisija pa bo naredila svoj predlog in po trenutnem načrtu bo predlog objavljen 2. maja. Torej 2. maja naj bi komisija objavila predlog za proračun Evropske unije za obdobje po letu 2020. Potem bo komisija objavila zakonodajne predloge za kmetijsko politiko. Kdaj bo to, se še točno ne ve,
eden od možnih datumov je 28. 29. maj, je pa možno, da bo kasneje, zato ker tudi torej Evropski svet, kmetijski ministri so prav tako aktivni in Evropski parlament je prav tako aktiven. Evropski parlament pripravlja poročilo o bodoči skupni kmetijski politiki, ki bo glasovano na seji Evropskega parlamenta, ki se bo začela 11. junija. Tako da komisija se skuša postaviti v ta kontekst, tako da zaenkrat točno datum, kdaj bo Evropska komisija predstavila svoje zakonodajne predloge, je še rahlo odprt, čeprav trenutno najbolj kaže, da bo to, mislim, da 29. maja, lahko bo pa tudi en teden ali pa 2 tedna kasneje. Jaz bi s tem zaključila svojo prezentacijo. Vse analize, študije so objavljene na internetu Evropske komisije. Za tiste, ki se zanimate, je tukaj pač nekaj naslovov, kjer lahko preberete analize, dokumente, poročila, ki so pač pripeljala do tega, da lahko danes predstavimo poglede za prihodnost in pa ki seveda služijo tudi temu, da komisija pripravlja zakonodajne predloge, ki bodo tudi vsebovali vse ocene učinkov. Torej, ocene učinkov zakonodajnih predlogov bodo objavljene istočasno kot zakonodajni predlogi sami. Hvala za pozornost.